Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz Dobrovc, kjer je pred nami obračun 11. kroga 3. slovenske nogometne lige Vzhod, in sicer obračun dveh sosedov na lestvici, 12 uvrščenih Dobrovc in pa 13 uvrščeno ekipo Posavja iz Krškega. Domačini iz Dobrovc bodo danes nastopili v naslednji postavi: na vratih številko 1 Tilen Ploj, potem pa 4 v zadnji vrsti od desne proti levi, številko 20 Andraž Mlinar, številko 5 kapetan Žan Petek, številko 43 Krešo Blagoz in pa skrajno levo številko 13 Darjo Strah. Trije nogometaši bodo igrali v sredini, to so številko 18 Žan Levačič, številko 15 Ferit Šabotič in pa številko 19 Aljaž Jager. Na levem krilu bo igral številko 8 Kristjan Sagadin, na desnem krilu številko 16 Nec Bohak in pa v konici napada številko 11 Elvino Podbrežnik. Gostje so se odločili za naslednjo postavitev, igrali bodo z petimi zadnji vrsti, v vratih bo stal številko 12 Jan Ašič, potem pa na desnem bočnem položaju številko 18 Matej Škoda, na centralno branilskih položajih številko 3 Klaudijo Lokar, številko 4 Nec Macur in pa številko 5 Gregor Kmetič, na levem bočnem položaju pa številko 8 Leon Bajc. V sredini bosta v tandemu igrala številko 17 Benjamin Pirc in pa številko 19 kapetan Miha Drnovšek, pred njima bolj ofenzivno postavljen številko 16 Domen Žur, v napadu pa dvojica številko 11 Anej Bogolin in pa številko 13 Timotej Rešetič. Tekma se je medtem že začela. Naj pa vam povem še, kdo so današnji sodniki. To so glavni delivec pravice Blaž Bezjak, pomagata pa mu ob stranskih črtah Robert Prah in pa Lovro Mileta. Delegat današnje tekme je Goran Miljatovič. Tekma se je medtem že pričela, sodnik Bezjak pa je zapiskal prekršek v korist domačinov iz Dobrovc. Prosti strel bo izvajal Krešo Blagoz. Jasno, domačini v to tekmo vstopajo na krilih prejšnje zmage, pa takoj prva lepa priložnost za Podbrežnika in že v prvi minuti so domačini povedli. Elvino Podbrežnik se je znašel sam pred vratarjem Ašičem in rutinirano zaključil za 1-0. Sanjski začetek torej za domačine in za njihovega trenerja Zvonka Brebra. Samo želeli so si lahko kaj takega, jasno, prihajajo v to tekmo na krilih zmage iz prejšnjega kroga proti Zrečam, njihove prve zmage v tej sezoni. Hitro so se v težavah znašli nogometaši iz Krškega, ki so v tej sezoni zbrali enako število točk kot domačini iz Dobrovc, ampak so uvrščeni mesto nižje zaradi slabše gol razlike. Sagadin z globinsko podal proti Podbrežniku, dvignila zastavica stranskega sodnika, ki je označil prepovedan položaj. Kot sem omenil, gre za soseda na lestvici, ki imata enako število točk, tako da bo morebitni zmagovalec danes zagotovo pridobil mesto. Imata pa obe ekipi nekaj skupnega. Obe ekipi sta namreč edino zmago v sezoni dosegli proti zadnje uvrščenim Zrečam. Žoga je tam na sredini zdaj zapustila igrišče, pripadla bo nogometašem Dobrovc, a odboj izvajal Andraž Mlinar. Petek pa Blagoz. Sagadin se bori, odlično so mu Krčani žogo vzeli, globinska podaja, ampak odlično bil postavljen Krešo Blagoz. Mlinar in Levačič. Strah. Lepa podaja proti Sagadinu. Ob njem pa je bil Klaudijo Lokar.
desno, sedaj se morajo gostje iz Krškega pobrati po hitro pretem zadetku, strniti vrste, Dobrovčani pa bodo poskušali izkoristiti ta začetni nalet, pritisniti in morebiti poskrbeti še za povišanje vodstva. Vratar Ploj zdaj zbija proti Jagru. Jager se ni najbolje znašel, tukaj pa Bogolin. Ponovno so odlično odzeli žogo nogometaši Dobrovc. Še ena slaba podaja, tokrat vratarja Ašiča. In žoga bo pripadla domačinom, ki danes nastopajo v pretežno modri športni opremi, medtem ko gostje iz Krškega igrajo v belih dresih. Ja, Dobrovce so ekipa v vzponu, pravijo v klubu. Letos pričakujejo končno uvrstitev precej višjo kot tisto, kjer se nahajajo trenutno. Konkretni cilj naj bi bilo 7. mesto. Pa še ena lepa podaja Straha v sredino, tokrat proti Jagru. Jager je žogo poskusil spustiti do Sagadina, neuspešno, pa Podbrežnik, ki je zgrešil žogo in gostje so izbili. Zgubljena žoga potem Bohaka, hitro je Mlinar preigral nazaj, pa prenos na levo stran do Straha, ki mirno odlaga žogo proti Blagosu. In Petek kombinirata, izkušeni Blagus preigrava, našel je Mlinarja. Mlinar pa potem slabo podajo, ki je končala v stranskem avtu. Bajc in pa Žur kombinirata na levi strani, neuspešno. Podbrežnik je tam oviral lov, kar je ravno dovolj, da ta ni uspel žoge sprejeti na domenega od svojih soigralcev. Pri žogi je Strah. Strah pa Podbrežnik, ki se je zdaj znašel povsem na levi strani. Pa Blagos. Petek. Na desni strani je Mlinar. Mlinar je poskušal sredino proti Jagru, neuspešno. Jager pa je potem storil prekršek nad gostujočim kapetanom Miho Drnovškom in si prislužil opozorilo sodnika Bezjaka. Ja, Elvino Podbrežnik je danes zabil že svoj 7. gol v tej sezoni, za 6. je bil pred tem krogom uvrščen na 11. mesto lestvice strelcev. V 3. ligi zdaj se seveda vzpenja in v zadnjem času z dobro formo lovi še višjo uvrstitev. Prosti strel za ekipo Posavja, Levačič je zbil slabo, pa priložnost. Našel se je tam v priložnosti Miha Drnovšek, ampak v nobenem primeru gol ne bi veljal, kajti dvignjena zastavica stranskega sodnika je označila prepovedan položaj. Prosti strel bo izvajal vratar Ploj. Žoga je končala zdaj v posest gostov iz Krškega. Takoj poskus globinske podaje, ki pa se je zjalovil in Krešo Blagus je brez tveganja žogo izbijal v out. Leon Bajc je tam na levi strani. Rešetič je odložil žogo na levo. Ponovno Bajc. Bajc je poslal dolg predložek, zadel je tam Mlinarja. Žoga pa je končala v gol outu za Dobrovce. Ja, kot sem že povedal, Dobrovce prihajajo v to tekmo po zmagi nad Zrečami, na drugi strani pa gostje iz Krškega prihajajo v to tekmo s popotnico remija proti Šmarjam pri Jelšah, predtem pa 2 zaporedna poraza proti Šampionu in pa proti Bistrici. Strel na desni strani za Krško, hitro izveden, pa predložek. Krešo Blago se je izbijal. Ploj je potem boksal priložnost, je bila to potem za domna Žura, ampak samo kot bo to
za ekipo Posavja. Prvi kot na tej tekmi. Videli bomo, ali lahko prekinitve predstavljajo nevarnost za vrata domačinov. Dober predložek, lovi pa žogo vratar Ploj. Priložnost se je odpirala za protinapad, ampak nekoliko slabša podaja proti Bohaku. Zdaj pa je žoga končala v posesti gostov. Pirc organizira nov napad, podal je na levo proti Bajcu. Še enkrat dobra reakcija branilcev Dobrovc. Ponovno samo met iz avta za goste. Rešetič. Kombinirajo na levi strani, žogo so spravili do kapetana Drnovška. Drnovšek ima nekaj prostora za strelj, streljal je, ampak zadev domačega centralnega branilca Blagosa, bo pa to nov kot za ekipo Posavja. Prej smo videli dober predložek, ali lahko ponovno zapretijo nogometaši iz Krškega. Tokrat nizek predložek, žoga je tam zadela celo vratnico, nevarnost za Dobrovce. Na koncu pa vendarle nič od zadetka za Posavje. Žoga je nazaj pri Ašiču. Strah. Podbrežnik je ponovno na levi strani odložil proti Strahu. Strah je poskusil z visoko podal v konico napada, kjer pa ni našel soigralca Nejca Bohaka. Bogolin je tam izgubil žogo. Bohak. Bohak z lepo globinsko podal proti Sagadinu. Sagadin si je dal žogo mimo vratarja, padel je Sagadin, sodnik pa je takoj pokazal, da tukaj ni šlo za 11 metrovko. Sagadin pa je potem storil prekršek nad gostočim vratarjem Janom Ašičem. Lepa globinska voda je bila to in nova priložnost za Dobrovce, ki so očitno na začetku te tekme zelo razpoloženi, zelo motivirani in si želijo hitro doseči še en zadetek. Ponovno dobili nogometaši Dobrovca, ampak končala je zdaj pri gostih, pa samo met iz avta za Dobrovce. Šabotič z nekoliko slabšo reakcijo, pa njegovo napako popravlja Petek, Jager. Obrača se Jager v gneči, lepo je našel Bohaka. Bohak lepo kombinira z Jagrom, pa predložek v kazenski prostor, kjer je bil Levačič, ampak iz tega se ni izcimilo nič. Sodnik od Andraža Mlinarja zahteva, da se postavi na mesto, kjer je žoga zapustila igrišče. Podaja z avta je spet končala pri gostujočih branilcih. Poskus preigravanja Rešetiča, ki pa se je zalovil, pri žogi zdaj Strah in pa Blagos. Pa Petek, vse nazaj do Ploja. Žoga podaja proti Sagadinu, dobro je Sagadin dobil skok, žogo je spravil do Podbrežnika. Podbrežnik lepo proti Jagru. Jager se obrača, Jager ima nekaj prostora za strel, odločil se je za strel, ampak zgrešil. Še ena lepa priložnost za Dobrovce. Gol out za ekipo Posavja iz Krškega, ki je letos novinec v 3. ligi. Dolgo so delovali kot nogometna šola
nogometnemu klubu Krško, potem pa so leta 2010 prekinili sodelovanje in postali samostojen klub. Zdaj pa torej nastopajo v tretji slovenski nogometni ligi, premierno v letošnji sezoni. Visoka žoga Ašiča. Skok je dobro dobil tam Bogolin. Končala pa bo žoga pri Gregorju Kmetiču oziroma v avtu, ki ga bo izvedel kar Kmetič. Oziroma ne, prepustil je izvajanje tega avta soigralcu Leonu Bajcu. Petek je dobro dobil skok. Bohak preigral v sredino. Bohak pa Strah. Sagadin. Dobro se je znašel Sagadin. Lepo našel Bohaka v sredini, ta pa žogo nekoliko slabše sprejel in Bajc vodi proti napad za ekipo Posavja. Lepo je potem Bogolin žogo poslal mimo Petka, ta pa je potegnil nočno zavoro, napravil prekršek in v 15. minuti prejel prvi rumeni karton na tej tekmi. Za Petka to je sicer tretji rumen karton v tej sezoni, dobil pa je že tudi enega rdečega in zaradi tega eno tekmo počival. Prosti strel, videli bomo, ali bo šlo za podajo v kazenski prostor. Nekaj visokih nogometašev Posavja se je preselilo proti kazenskemu prostoru. Ja, predložek, povsem na levo stran, lepa igrana kombinacija, izcimil pa se iz vse te situacije kot za ekipo iz Krškega. Ja, po prvih dveh so bili obakrat nevarni, videli bomo, kako bo zdaj tretjič. Predložek na prvo vratnico, kjer je bil Anej Bogolin, žoge ni najbolje zadev in samo nov kot za Posavje. Zdaj je žoga sicer končala v mreži postrel Bogolinu, ampak že prej je sodnik Bezjak zapiskal, videl je nepravilnosti v kazenskem prostoru in zdaj opozarja vse vpletene. Izvedbo kota bo pa seveda treba ponoviti. Še ena dobra podaja, tokrat na drugo vratnico. Petek je žoge ni najbolje izbil. Izbil jo je v sredino in žoga bo ponovno pripadla ekipi Posavja, ki v zadnjih minutah na domačo obrambo vrši kar konkreten pritisk. Še ena žoga v kazenski prostor, tokrat pa dobra reakcija Andraža Mlinarja. Napadajo zdaj po desni Krčani. Žogo so prišli v kazenski prostor. Padajo sicer tam eden od domačih, gostujočih se opravičujem napadalcev, ampak tukaj ni šlo za prekršek. Lepa podaja v sredino, skok je tam dobil Miha Drnovšek, ampak brez večjih težav za Tilna Ploja. Prvi strel v okvir vrat je bil to za ekipo Posavja iz Krškega. Ja, očitno so vse Krčani zdaj otresli tistega začetnega pritiska Dobrovc. Levačič. Neuspešna prodaja na desno proti Bohaku. Pri žogi je Mlinar. Mlinar in Petek. Pa Strah na levi strani. Strah vrača žogo nazaj Blagosu.
Blagus pa povsem nazaj svojemu vratarju. Lepo se je znašel Ploj, zelo natančno podal Mlinarju, ta pa je uspel preigrati out za svojo ekipo. Napadajo zdaj gostje, pa prekršek tam nad Domnom Žurom. In nov prosti strel na sredini igrišča za ekipo Posavja. Macur. Pa Lokar. Lokar vrača Macuru. Visoko pritiska, nogometaši Dobrovc ne dopuščajo kombiniranja na sredini igrišča gostom. Žur je prišel vseeno do žoge, streljal, žoga je zletela mimo vrat. Sodnik Bezjak pa je pokazal, da bo to nov kot za ekipo Posavja, že 6. v tem prvem polčasu. Domen Žur je tisti, ki je zadolžen za izvajanje kotov pri Krčanih. Vsi dobri skakalci so ponovno pred Plojem, takrat je igrana kombinacija, Dernovšek in Žur. Žur je streljal, ampak zgrešil cilj. Nakratko je odigral vratar Ploj tam proti Blagusu. Koliko so tvegali zdaj nogometaši Dobrovc, Ploj je potem žogo pametno izbijal. Jager in Levačič. Levačič na desno Mlinarju, Mlinar s slabim sprejemom. Žogo mu je tam odvzel Bajec, Mlinar pa je svojo napako popravil in žogo izbil v out. Bajec naprej proti Bugolinu, ki se gradi. Žoga bo pripadla ekipi Posavja iz auta po njegovi zaslugi. Dober skok. Žoga je potem padla na glavo Kreša Blagusa. Poda na desno sam proti Škodi. Še ena dobra reakcija branilcev Dobrovc. Do žoge pa zdaj Jager na sredini, poskušajo takoj podajo proti Sagadinu. Pa še en poskus dobrinske podaje Jagra, ki pa je končal pri vratarju Janu Ašiču. Kmetič in pa Lokar. Lokar je poskušal visoko podajo, ampak nastreljal Nejca Bohaka, ki je dobro pritiskal. Očitno je neugodno zadev Bohaka, s katerim pa bo zdaj vendar ne vse v redu. Škoda in Rešetič. Rešetič slabo podajo, ki je končal pri Mlinarju, Podbrežnik. Prekršek nad Podbrežnikom pa je storil Gregor Kmetič. Tudi Gregor Kmetič je zdaj dobil rumeni karton, prvega pri ekipi Posavja. Je pa to za njega drugi rumeni karton v tej sezoni. Kapetan Petek je zdaj nekoliko slabše izvedel, tale prosti strel do žoge je sicer prišel Krešo Blagus. Pa dobra podaja v sredino proti Podbrežniku, ki je prišel tam do žoge. Poskušal je spustiti na desno proti Sagadinu, ampak neuspešno, žoga pa je vseeno končala v posesti nogometašev iz Dobrovc. Ja, ves čas menjavajo položaje vsi trije napadalci pri Dobrovcih, zato s tem povzročajo nemalo težav zaenkrat v obrambi Posavja.
Jager. Jager se bori. Ob njem je bil tam Benjamin Pirc, ki mu je žogo izbil v out. Žoga pa še naprej za Dobrovce. Uspešno izveden out. Žoge Krčani najprej niso uspeli spraviti v svojo posest, zdaj vendarle Bajc, pa Bogolin. Ob njem je bil Petek, ki je žogo izbil v out. Bogolin je poskušal s podajo s peto proti Bajcu, neuspešno. Žoga je zapustila igrišče. Sicer je to prva medsebojna tekma teh dveh ekip. Levačič, pa Podbrežnik in Mlinar. Lepo se je znašel Sagadin, žogo s prve poslal proti sredini. Nato so igralci žogo izgubili. Bogolin je tam nevarno pritiskal, dobra globinska podaja, ampak pravočasno je iz vrat prišel Tilen Ploj. Ponovno poskušajo domačini žogo iznesti iz zadnje obrambne vrste, to jim ponovno ni uspelo. Vratar Ploj je potem žogo izbijal proti Podbrežniku, ki je ni uspel miriti. Žur z dobro globinsko podajo, ampak še enkrat več. Odlična reakcija poveljnika domače obrambe Žana Petka. Globinska podaja Lokarja. Žur tam ni dobil skoka, zanesljivo pa izbija Krešo Blagus. Lepo je Podbrežnik odložil Jagru, Jager pa Sagadin. Sagadin preigra po desni strani, odlično je streljal Sagadin, ampak z obrambo se je zdaj izkazal Jan Ašič. To je bil odličen strel tam z desne strani Kristjana Sagadina. Dobrovcam pa bo pripadel udarec iz kota. Prvi za njih na tej tekmi v 27. minuti. Nizka podaja. Brez večjih težav so razčistili nevarnost izpred svojih vrat goste iz Krškega. Petek proti Bohaku. Žogo so gostje ponovno izbili. Bogolin je tam pritiskal, Petek je žogo poslal samo do Bajca. Bajc vleče žogo v sredino. Žur je poskušal s prve na levo, ampak neuspešno in proti napad za Dobrovce preko Mlinarja. Mlinar z dobro globinsko podajo, šla je tam mimo dveh centralnih branilcev, ampak tega Podbrežnik ni pričakoval in ni prišel do nje. Bliže malo, bliže! Ajmo, Bubi, op! Macur in pa Trbošek. Še ena slaba podaja, ki je končala pri Krešu Blagusu. Pa Rešetič. Lokar. Poskušal je Pirc, neuspešno. Pa Levačič. Šabotič. In ponovno Blagus. Ponovno z dolgo podajo po pritisku gostov. Odlično je poštartal Jager, ki pa je očitno ob tem štartu nekoliko skupil. Gostje so žogo športno vrnili z igrišča, Jager pa je med tem že ostal in bo, kot kaže, z njim vse v redu. Žogo so seveda domačini športno zdaj vrnili nogometašem Posavja. Out bo izvajal Leon Bajc.
Bajc in Macur. Pa Lokar. Ponovno Macur. Kombinirata zdaj z Lokarjem. Dobro pritiskajo na njih nogometaši Dobrovc. Zdaj si seveda Krčani ne smejo privoščiti napake. Macur vrača vratarju Ašiču. Ašič na levo do Bajca. Ponovno vrača Ašiču. Zdaj Ašič izbijal. Dober skok, žoga je pri Žuru. Bogolin se je boril, še enkrat več pa je do žoge prišel Petek. Zdaj pri Jageru, dobro se je znašel Jager. Jager preigrava, lepo je ta poskušal žogo potisniti proti Feridu Šabotiču. Brez Iztok je leto sicer že zabil en gol v tej sezoni, ampak podaja je bila premočna in končala je v golavtu za vratarja Ašiča. Dober skok. Loška, pa Žur. Pirc. Pirc je poskušal zgodovinsko podal, dobro je vse skupaj predvidel Jager. Pa Podbrežnik, lepa voda proti Podbrežniku, ki pa je potem nekoliko slabše odložil žogo. Drnovšek zdaj lepo podal na levo stran proti Bajcu, kjer pa je bil ob njem odlično postavljen Žan Petek. Bajc in Drnovšek. Lepo preigrava Bajc, dobra podaja v kazenski prostor, kjer je bil Timotej Rešetič, ampak ni si izboril prostora za strel. Bohak preigrava, Bohak, lepo do Jagra. Jager zelo dobro globinsko podaja proti Podbrežniku, Podbrežnik ima situacijo 1-1, preigrava Podbrežnik, Podbrežnik strelja, ampak brani Jan Ašič. Nova lepa globinska podaja proti Podbrežniku, tokrat je bil podalec Aljaž Jager. Zelo nevarni so s temi globinskimi podami danes domačini iz Dobrovc. Miha Drnovšek, pa Benjamin Pirc. Zdaj odlična globinska podaja Pirca proti Bajcu. Bajc pa je priigral nov kot. Videli bomo, ali bo vendarle uspelo katerega od zelo številnih kotov gostom izkoristiti. Zaenkrat jim to še ni uspelo. Žur ponovno po tleh. Pirc. Pirc je potem poskušal žogo vrniti Žuru, ampak preslaba podaja, ki je končala pri vratarju Ploju. Poskušal spodal proti Sagadinu, v avt je zbijal Gregor Kmetič. Mlinar in Podbrežnik, lepo je Podbrežnik podal Strahu. Strah z dobrim predložkom, skoraj da bi do strela tam prišel Kristjan Sagadin, ki je bil nekoliko preveč osamljen, lepa podaja Straha, ampak na koncu brez strela proti vratom Jana Ašiča. Lokar in Škoda. Škoda pa Pirc. Drnovšek. Drnovšek potem slabo podajal na levo stran proti Bajcu. Šabotič izbija. Prijo je zdaj Drnovšek.
pa Rur. Visoko se je zdaj znašel Kmetič. Dobro se je znašel Kmetič, ampak domači se opravičujem, so mu žogo izbili. Dobro ga je Bogolin prišel v petku. Ja, to je sicer izgubil in mi je Mlinar izbijal daleč na nasprotnikov polovico, out pa bo za Dobrovce. Lepo preigravanje Jagra, Jager je žogo spravil do Sagadina, potem pa dober drseči štart Nejca Macoja, žogo pa je pred kotom za Dobrovce rešil Jan Ašič. Zdaj še dobro dekažiranje proti Bogolinu, ki je prišel do žoge v petku. Podaja nazaj do Bajca. Bajc je ukanil petka, podal nazaj Bogolinu. Bogolin preigrava, podaja v sredino, kjer pa je bil dobro postavljen Krešo Blagus. Kmetič in Drnovšek. Drnovšek, ob njem je Sagadin. Lepo podaja na levo stran. Pri žogi je Bajc, ob njem Šabotič. Pa priložnost za Kmetiča, ki se je znašel visoko. Padel je v kazenskem prostoru in 11 metrovka za goste iz Krškega. Ja, zamudil je tam pri štartu Andraž Mlinar in sodnik Blaž Bezjak je brez oklevanja pokazal na belo točko. Krasna priložnost zdaj za goste iz Krškega, da pridejo do izenačenja. Izvajalec bo kapetan Miha Drnovšek, sicer strelec že 2 golov v tej sezoni. Videli bomo, ali lahko zdaj iz bele pike v Dobroškem športnem parku doseže še 3. Iz oči v oči z vratarjem Tilnom Plojem. Sodnik Bezjak je zdaj dal znak za izvedbo. Drnovšek in brani Tilen Ploj. Odlična obramba Tilna Ploja v 37. minuti. Zelo se je izkazal Ploj s to obrambo, samo kot je to za ekipo Krškega. Petek izbija v nov kot. Ja, sjajna obramba domačega vratarja je bila to. Pa takrat slab predložek iz kota. Darjo Strah je žogo izbijal daleč v out. Ja, tudi ta obranjena 11 metrovka bo zdaj največ vlila novih moči, nove motivacije domačinom, ki jim danes zaenkrat ta tekma dobro uspeva. Zdaj je žoga zapustila igrišče in bo pripadla iz golavta. Ja, tak moment pa lahko seveda tudi precej potre ekipo gostujočega Posavja, ki jo vodi Rok Zorko, 43-letni trener, ki je sicer že deloval v nogometnih klubih Krško, Brežice in pa Krka. Jager je tam prišel do žoge, ampak sodnik Bezjak je pokazal prekršek v korist Posavja. Bajc in Bogolin kombinirata, lepa dvojna podaja. Drnovšek, Pirc, Lokar slabo podajo, zadeve Levačiča, pa Bohak. Bohak preigrava po krilu, globinska podaja proti Jagru. Ašič pa je tam prišel hitro je svoj vrat in pobral to žogo pred Jagrom. Rešetič in pa Lokar. Lokar visoko podajo, Blagus je bil pripravljen na to. Dobro, Šabotič ob Rešetiču.
odlično mu je odvzel žogo, pa Petek izbija do Pirca. Drnovšek. Lepo je Podbrežnik žogo rešil pred avtom, pa dal Šabotiču, ta z globinsko podal proti Jagru, ki pa te žoge ni dobil. Šlo je za predolgo podajo, ki je končala v naročju vratarja Posavja. Kmetič. Splačal se je pritisnil metašem Dobrovc, potem pa slabo izbijanje. Bajc si je dobro žogo spustil z glavo, ob njem je Petek, Bajc je podal v sredino, Rešetič je prišel tam do žoge, Žur je bil tam, bila sta si zdaj z Rešetičem nekoliko v napotu. Pirc. Pa predložek v kazenski prostor, nihče ni prišel tam do žoge. Sodnik Bezjak pa kaže, da bo šlo za nov gol-out, kljub temu, da so gosti iz Krškega zahtevali nov kot. Petek in Ploj sta na hitro izvedla ta gol-out. Ploj potem z dolgo podajo, neposrečeno. Bajc je potem sicer žogo izgubil. Mlinar pa se ni izkazal s podajo in žoga je zapustila meje igrišča. Do konca prvega polčasa še slabih 5 minut, to je jasno obdobje, ko si trenerja najbolj želita, da ekipi pripeljeta polčas do konca brez prejetega zadetka. Bohak. Predložek Bohaka. Mlinar se tam bori ob Drnovšku. Drnovšek je sicer prišel do žoge, pa jo takoj poslal naprej proti Bogolinu, ampak Petek je bil ponovno zanesljiv. Podbrežnik. Pa Mlinar. Šabotič. Lepo se obrne Šabotič, pa Levačič. Bohak. Bohak za lepo globinsko podajo proti Sagadinu, ki je dobro utekel. Sagadin s predložkom. Na drugi strani je Podbrežnik, nekaj težav pri zaustavljanju te žoge. Podbrežnik je zdaj povsem desno, poskušal je na atraktiven način žogo spraviti v kazenski prostor, ampak to mu ni uspelo. Mlinar s predložkom, izbil je tokrat Pirc, potem pa je Bohak storil prekršek nad Drnovškom. Hitra kombinacija Bajca in Pirca. Žoga je zdaj pri Kmetiču, pa Pirc. Pirc in Bogolin, pa Drnovšek. Drnovšek na levo stran, kjer pa je bila podaja precej premočna za vtekajočega Bajca. Nikamor se sedaj ne mudi domačim, jasno. Ta prvi polčas bodo skušali mirno pripeljati do konca z vodstvom, ki so si ga priigrali že v prvi minuti preko Elvina Podbrežnika. Pri žogi je Šabotič. Pa je izgubljena žoga. Drnovšek. Igro z roko so zahtevali domači, sodnik Bezjak ni zapiskal, potem pa Bogolin s predložkom. Mlinar pa je žogo izbil v nov kot, že 10. v tem prvem polčasu. Res veliko kotov so se priigrali nogometaši iz Krškega, ampak za zdaj še nobenega niso izkoristili in pretvorili v zadetek. Žur tokrat dobro podajo. Izbijal je Krešo Blagus. Ni še konec nevarnosti za vrata, ki jih brani Tilen Ploj. Po desni strani napadajo Krčani. Žoga pa je končala v naročju vratarja Ploja, ampak očitno že prešla meje igrišča in nov kot za Posavje.
tokrat z desne strani. Ponovno je izvajalec Žur. Dobra podaja v sredino, še enkrat pa se je izkazal vratar Ploj. Protestirajo sicer gostje, da je žoga že prišla golovo črto. Ampak to ne bo pomagalo, sodnik Bezjak ni pokazal proti sredinski točki, proti napad za Dobrovce. Bohak v kazenskem prostoru, nastreljal je Kmetiča. Še enkrat Bohak, v sredini izbija Škoda. Jager je prišel do strela, ampak žoge ni najbolje zadev. Petek odlično Bogolino. Še enkrat Petek. Pa Jager. Bajc. Pa Drnovšek. En zadnjih napadov za Posavje v tem prvem polčasu. Hitro se je zaključil, do žoge so prišli nogometaši Dobrovc. Darja Strah pa je bil dovolj hiter in žogo obdržal v igri. Podbrežnik in Bohak. Prega Bohak podrl ga je izza hrbta Miha Drnovšek in to bo še prosti strel za Dobrovce, medtem ko se je redni del prvega polčasa že iztekel. Še ena lepa priložnost, morda za povišanje vodstva v najbolj neprimernem trenutku za ekipo Posavja. Jager, Blagus in pa Mlinar so pri žogi, tudi Podbrežnik je tam. Ugoden položaj za strel je to. Jager se je že odmaknil od žoge, tudi Podbrežnik. Mlinar in pa Blagus sta kandidata za strel očitno. Mlinar oziroma Blagus streljal je preko živega zidu, ampak tudi malenkost preko gola, končal pa se med tem prvi polčas, ki so ga z 1:0 dobili nogometaši Dobrovc. Povedli so že v prvi minuti preko Elvina Podbrežnika, potem pa je to vodstvo bolj ali manj s svojimi obrambami sam obdržal Tilen Ploj, ki je v 37. minuti gostujočemu kapetanu Mihi Drnovšku obranil tudi 11-metrovko. Za prvi polčas bodi to dovolj, vidimo in slišimo pa se ponovno čez slabih 15 minut.